Drugi dan je v progo privabil številne gledalce, še posebej na hitrostno preizkušnjo Velike Žablje, na ta zadnji ovinek, ki je že nekako slovit. In tekmovalci gledalcev res niso razočarali. Franz Wittmann se je prvi pripeljal na tej hitrostni preizkušnji, to pa je že pomenilo, da je Raimund Baumschlager izgubil vodstvo, kajti zamudil je minuto časovno kontrolo in s tem je vsa njegova prednost 39 sekund splavala po vodi. Walter Mayer s Fordom je imel veliko težav, no srečno se je izvlekel, kajti asfalt je res drseč, tako da je res treba najti pravo mejo med atraktivnostjo, hitrostjo, obvladovanjem avtomobila. Seveda je veliko odvisno tudi od gum. Avstrijski tekmovalci so bili v ospredju, tudi obedve češki posadki sta bili zelo dobri in sta na tem ovinku vsekakor navdušili gledalce. Številko 38 Triner, ki pa je imel težave z gumami, njegova zadnja leva guma je prazna in izgubil je kar okrog pol minute v primerjavi s svojim tekmecem. Anton Grum s močno predelano lančo z prvega dela. Marko Frego je bil po prvem delu tretji najboljši slovenski tekmovalec. To pa je na tej hitrostni preizkušnji že pomenilo, da Roman Jernejca ni več v igri. Kasneje se je izkazalo, da je na hitrostni preizkušnji Raute zletel z ceste, se nekajkrat prevrnil in seveda reli Saturnu se je zanj končal. Aleš Črnivec je imel veliko smole po koncu prvega dela, ko mehaniki niso dobro namestili ene izmed polgredi in Črnivec ni mogel priti na štartno rampo oziroma na ciljno rampo, tako da je dobil 3 minute pribitka. Prej smo videli Boruta Šimeca, tu pa številko 35, Miroslav Grad in druga Mazda, Tomaš Jemc. Jani Trček je bil najhitrejši med našimi tekmovalci v razredu 1300 kubikov skupina A. Vojko Hočevar se je pritoževal, da lega njegove Mazde v drugem delu ni bila taka, kot bi morala biti. Tomaš Kavčič. Poglejmo rezultate te hitrostne preizkušnje na Žable. Najhitrejši je bil Wittmann, enako hiter tudi Baumschlager, oba 9 minut in 48. Med našimi je bil najhitrejši Črnivec, zaostal je minuto in 11 sekund, potem pa Grum, ki je zaostal le sekundo za Črnivcem. Miha Richter je bil 18. No, Peter Janežič je imel veliko sreče na tem ovinku, kajti lahko bi se končalo tudi na strehi oziroma vsaj na boku. Toda reli je pač šport, kjer je treba imeti tudi srečo. Mičo Milosavljević je tudi v drugem delu navduševal. Tu pa eden izmed redkih Primorcev, Peter Trošt s svojim jugom. Peter Trošt in Edvin Klančič sta nastopila v drugem delu izmed Primorcev. Mišel Zupančič je odlično odpeljal tale ovink. Bruno Humar. No, Tomislav Stavt je bil prehiter, saj njemu se je zdelo tako. Tako je malo popravil. Andrej Francel, Miro Veljak, Miha Richter je zaradi zamude v prvem delu
tekmoval med zadnjimi in ugotovili, da ena izmed cevk za podtlak na turbinskem polnilniku ni ustrezno pritrjena. To pa je seveda pomenilo diskvalifikacijo. In tu smo še enkrat na hitrostni preizkušnji žable. Wittmann je malo odpeljal za gledalce, vendar pa je bilo to še kar precej od maksimuma, kajti imel je zadostno prednost, da se mu ni bilo treba posebej truditi. Ramsauer je imel težave z gumo, tudi z blatnikom. Walther z Mitsubishijem. Avstrijski tekmovalci so se borili za zmago v skupini N. Dvoboj med češkima tekmovalcema je bil odločen že na prvi hitrostni preizkušnji žable, ko je odločila pokošena guma. Anton Grum in Aleš Črnivec sta bila v ostrem boju za prvo mesto vse do zadnje hitrostne preizkušnje. Na koncu so odločale sekunde, tako da sta oba dva vozila na vso moč. Borut Šimec je imel zanesljivo zmago v svojem tekmovalnem razredu že v žepu. Jani Trček. No, na tej hitrostni preizkušnji je bil najhitrejši Wittmann, 10 minut in 13 sekund, torej kar precej počasneje kot prvič. Drugi je bil presenetljivo Nemec Himpel s Fordom Sierra, Cosworth 4x4, skupine N. Med našimi najboljši Črnivec na 10. mestu. Takoj za njim je 3 sekunde Grum. Miha Richter je bil 12. Tomaž Jemc 16. Vojko Kočevar 19. No, nekateri tekmovalci so tudi drugo imeli težave. In to edini preostali Primorc v reliju, Edvin Klančič. Zmaga v razredu do 1300 kubikov, skupina N je bila pred njim. Peter Janežič je bil drugič veliko bolj previden, nič ni zapeljal čez rob ceste. Mičo Milosavljević je bil praktično edini, ki je ostal v razredu do 1150 kubikov, skupina N. Mišel Zupančič. Bruno Humar je tokrat izbral nekoliko drugačno linijo. No, tu pa dokaz, da gledalci niso bili preveč pazljivi, ko so izbirali mesto, kje bodo gledali reli, kajti lahko bi se končalo tudi precej drugače. Do konca relija sta bila pred tekmovalci še 2 hitrostni preizkušnji na Predmejo in potem še enkrat Rovte. Tu pa smo že na cilju pred halo Tivoli in to je zmagovalni avtomobil Franca Wittmanna in Jerga Patermanna. To je 3. zmaga Franca Wittmanna na reliju Saturnus in 4. Jerga Patermanna, kajti pred 2 letoma je bil Patermann tudi sovoznik Kristofa Dirtla, ko je leta zmagal na reliju Saturnus. S to zmago na reliju Saturnus je Wittmann precej izboljšal svoje možnosti
v boju za naslov avstrijskega prvaka. In tu najboljša slovenska posadka, Aleš Črnivec in njegov sovoznik v letošnjo sezono Predrag Trkulja. Tu pa Drago Turošek, lastnik avtomobila, lastnik Lanče. Kakorkoli je Črnivcu zelo slabo kazalo po prvem delu, zaradi tiste okvare polgredi, pa je na koncu vendarle slavil zmago in to je po drugem mestu na uvodnem reliju seveda pomenilo tudi prevzem vodstva v točkovanju za slovensko državno prvenstvo. Vendar je pomembneje verjetno to, da je to zmaga v reliju za slovensko državno prvenstvo. Aplavz enkrat zmagovalcema. V uvrstitvi za evropsko prvenstvo sta Črnivec in Trkulja osvojila 8. mesto. 5 točk za evropsko prvenstvo pa sta